To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Občina Tišina je o 25. občinskem prazniku pripravila slavnostno sejo s podelitvijo občinskih priznanj in zahvalnih listin. Stolp Vinarium praznuje 10. jubilej. Z nadebudno prvošolko smo se odpravili v 1. razred. Vreme, jutri bo sprva oblačno, čez dan se bo zjasnilo. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni. Občina Tišina je o 25. občinskem prazniku pripravila slavnostno sejo, na kateri so podelili občinska priznanja in zahvalne listine posameznikom ter društvom, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju in ugledu občine. Občinska proslava občine Tišina je tokrat potekala v gosteh pri nogometnem klubu Tišina, zato je zbrane na začetku prireditve pozdravil predsednik kluba. Danes je za našo občino pomemben dan, saj obeležujemo 25. občinski praznik. Je trenutek, ko se ozremo nazaj na opravljeno delo in z optimizmom zremo v prihodnost. Tudi v nogometnem klubu Tišina se z veseljem vključujemo v ta utrip skupnosti, saj verjamemo, da je šport tisti, ki povezuje, vzgaja, gradi boljšo prihodnost za naše otroke in za nas vse. Naš klub NK Tišina je že vrsto let srce lokalnega nogometa in ponos naše občine. Zahvalne listine so prejeli Franc Hozjan iz Gradišča, govedorejsko društvo Tišina ter Zoran Hozjan Spetanjec, dolgoletni član nogometnega kluba Tišina. Občinsko priznanje je bilo podeljeno Marjanu Broderju iz Gradišča ter Branku Cvetku iz Murskih Črnec. Priznanje župana je prejel David Ruhitelj iz Vanče vasi, ki je bil na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota zlati maturant. Slavnostni govornik na prireditvi je bil župan občine Tišina Franc Horvat, ki je najprej izrazil razočaranje nad izvajalcem gradbenih del, saj igrišče za mali nogomet še ni dokončano. Potem pa se je zahvalil vsem dobitnikom priznanj. V gradnjo novega igrišča smo šli z namenom, da povečamo športne površine za namen športne vzgoje, tako pri nogometnem klubu Tišina in osnovni šoli Tišina. Z novim igriščem želimo omogočiti treninge in igranja mladih selekcij, tudi v obdobju pozne jeseni in zgodnje pomladi. Zaradi vremenskih razmer to na naravni travi ni mogoče. Žal danes prevzema novega igrišča ne bo. Na prireditvi so razglasili tudi najboljša športnika občine v preteklem letu. V moški konkurenci je nagrado prejel nogometaš Marcel Ratnik, ki je z odličnimi nastopi dosegel preboj v člansko reprezentanco. V ženski konkurenci pa atletinja Natalija Pavlinjek, članica atletskega kluba Pomurje, ki je lani dosegla več osebnih in klubskih rekordov. Občanom je o prazniku čestital tudi pomurski poslanec Darko Krajnc. Vidim, da se trudite, da veliko delate, da imate veliko mladih, ki so zavezani športu. Šport in nogomet, tudi sam še vedno igram nogomet, koliko imam časa. Tako da mislim, da je to prava stvar. 6 selekcij sem slišal NK Tišina, poklon. Sam igram v klubu, kjer nimamo nobene selekcije. Težko je zbrati, sploh če imaš v bližini kakšen večji klub, kot je recimo Nafta, Mura, tako da očitno dobro delate. V imenu gostujočih občin je spregovoril tudi župan občine Kuzma Jožef Škalič. Program pa so sklenili s kulturnim nastopom mladinskega pevskega zbora Mavrica iz osnovne šole Tišina. Po Bograč-festu in Lendavski trgatvi se pestro dogajanje v Lendavi nadaljuje tudi v september. Točno danes Stolp Vinarium praznuje 10. rojstni dan. Kako bodo tam obeležili ta poseben jubilej, bo povedal župan občine Lendava Janez Madžar, ki je danes tudi naš gost. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Lep pozdrav tudi vašim gledalkam in gledalcem. Včeraj ste pospremili prvošolčke čez šolski prag, no že danes pa vas čaka prijeten dogodek. Tudi včeraj je bil prijeten dogodek in srčen dogodek, ker smo
zares pospremili radovedne očke in tudi s starši dejansko predali otroke v roke učiteljic, ki bodo otroke dejansko pripravili tako za novo pridobitev znanja in tudi za življenje. To je prečudovit dogodek, ko si lahko tudi navzoč in to radovedne očke to vedno pač pritegnejo in to je prečudovito. Danes je pa že nov dan, ko praznujemo 10. obletnico otvoritve oziroma predaje razglednega stolpa Vinarium. Sled tega smo tudi pripravili skozi celi dan dogodke. Dejansko naj omenim tudi danes je prost vstop na razgledni stolp. Ob tej priložnosti pač to je aktivnost, ki omogoča tudi to, da se tisti, ki se še niso odločili za ogled in tudi pogled v 4 države z razglednega stolpa, tudi lahko brezplačno to se poslužijo. Tudi danes imamo kulturni priložnosti, kulturni program, kjer bojo nastopili različni, tudi od mladih, pa tudi do vrhunskih pevcev, pevk, plesalcev. Seveda pa gre z temi dogodki do konca tedna, kjer bo pa pol v soboto osrednja tudi prireditev. Popoldan se bo tudi to ob 16. uri začelo z priložnostno slovesnostjo, pa tudi z kulturnim programom. In na to pa v popoldanskih in večernih urah je pa zabavni del. Vemo, da so se že trgatve začele in omogočamo, zato smo tudi premaknili ta začetek na poznejšo uro, da lahko zjutraj opravijo tisti, ki imajo take sorte grozdja, da se že lahko bere trgatev, pol pa se nam lahko pridružijo tudi na veseli dogodek, 10. jubilejno obletnico razglednega stolpa Vinarium. Naj omenim tudi večer bo koncert Vlada Kalemerja in grupe Srebrna krila. Naj pa omenim, ni samo to vse, imamo tudi priložnostno razstavo. Otvoritev razstave bo v kupoli razglednega stolpa, ki je tudi prijetno pač z zgodovino obarvano razstavo, kako se je ta zgodba tudi začela in tudi do danes odvila. Potem imamo animacije za otroke, veliko dogodkov, ki jih ponujajo različni zunanji oziroma naše animacije. Imamo tudi rokodelske delavnice, poslikave obraza, vedno zabava, glasba. Tako da nismo končali z temi velikimi dogodki Voglač Fest in Lendavska trgatev, ampak nadaljujemo kar z pestro ponudbo tudi na razglednem stolpu. Za popestritev dogajanja ob Lendavskem stolpu ste dobili dodatno spodbudo. Tako, prijavili smo se na razpis z enim projektom Stolp doživetij, ki je bil tudi uspešen. In tu je bilo 50% financiranje. Projekt je vreden 240 000 evrov. 230 000, 115 000 evrov pa dobimo sofinancirskih sredstev. In tu smo že 2 javna naročila dejansko tudi izvedli in z pospešenim tempom gremo v tudi izvajanje tega. Kaj bomo tudi pridobili? Veliko tudi za otroke, za mladino. Imamo tudi ta zipline, se pravi, mi z razglednim stolpom želimo z dodatnimi turističnimi atraktivnimi vsebinami podaljšati bivanje v našem kraju, dejansko novo vedno nekaj ponuditi. In to je priložnost tudi, da smo ta stolp doživetij poimenovali, da pod ziplinom se bo uredil en park, bolj rečem park, ali pa doživljajski park, kjer bodo tudi postavljene klopce, kjer bodo igrala postavljena.
Seveda tudi mini zipline za otroke, kot sem povedal, da veliko stavimo na tudi to, da se družine, ki se pač tudi z veseljem odzovejo na našo prekrasno destinacijo, animirajo od otrok do starejših. In tukaj bo tudi dejansko animacija še dodatno popestrena z animacijo za otroke. Medtem bo pa tudi možen ogled in tudi poizkus rokodelskih veščin, saj bomo pripravili tudi prostor za možen dejansko aktivni rokodelski tretman oziroma delo z našimi rokodelkami, ki bojo pokazali te veščine in seveda tudi mogoče koga navdušili, da se bodo podali. To je zelo pomembno za naš kraj. Naš kraj je zelo bogat po tej naši, tako rekoč tudi kulturni, ampak nekoč so to imeli te zadeve kot vsakodnevno uporabno za vsakdanje življenje, ali cekre, ali košare, ali kakšne druge okraske in to bomo tudi omogočili za naše turiste. V glavnem, tu so tudi obnova objekta, ki bo dejansko služil temu namenu. V glavnem, ja, uspešni smo, tako da delamo s polno paro naprej. Zdi se, da je stolp Vinarium v Lendavo, v Pomurje, v Slovenijo prinesel veliko pozitivnega. Čestitke seveda ob tem lepem jubileju in naj razveseljuje obiskovalce še mnoga leta. Hvala lepa za čestitke. Mi se bomo trudili, da tisti gostje, ki se bojo podali k nam, bodo zadovoljni in se tudi zadovoljno vračali tudi v naslednjih letih. Zato delamo in tudi delamo zato, da se ponudba na tej destinaciji razširi, da bo imeli tudi še enkrat več možnosti za tako rekoč ostanek in dlje časa ostanek turista v našem kraju. In to je dodana vrednost za celotno območje, seveda tisti, ki se pač tega tudi poslužijo. Najlepša hvala za povedano, za vaš obisk v studiu in seveda še veliko takšnih prijetnih, lepih dogodkov, pa vse dobro. Hvala za povabilo, vam tudi dobro, pa vabljeni v Lendavo. 1. september vrača življenje v ustaljene tirnice. Na prvi šolski dan je v šole zakorakalo okoli 190 tisoč osnovnošolcev in 88 tisoč srednješolcev. Prvič je v šolske klopi sedlo 19 935 učencev. Na šolah pa so jim pripravili poseben sprejem. Mi smo ta prelomni dogodek podoživljali v družbi nadebudne prvošolke. 6-letna Nena si je na svoj prvi šolski dan za zajtrk privoščila makovo potico, ki prinaša dober učni uspeh. Šole se veseli, saj bodo tam počeli marsikaj zanimivega. Učili, pa peli, pa se igrali, pa ustvarjali, pa bomo šli na sprehod pa na igrišča. Boste tudi kaj jedli? Ja, kosilo pa malico. Šolska torba je že nekaj časa napolnjena s potrebščinami. Zvezka, Pa kaj še? pa resnico, Kaj bo peresnice? barvica, In? svinčnik. Nena si ponosno nadene torbo in se v spremstvu staršev odpravi na sprejem prvošolčkov. Na dvorišču se najprej sreča s prijatelji iz vrtca. Polni pričakovanj pa so tudi starši. Na prvem mestu je dobro počutje, ko se otroci razumejo, ko imajo tisto človeškost v sebi. Delovne zvezke za prvo 3-letje dobijo otroci v šoli, kar starši toplo pozdravljajo. Se mi ne zdi trenutno, ko bi bil preveliki finančni zalogaj, bomo pozneje videli v višjih razredih. Priprave na šolo starši vzamejo resno, a se strinjajo, da šolski uspeh ni prvotnega pomena. Žena, ki je tudi učiteljica, je skrbela za vso podporo, se pravi tako psihološko, sociološko. Kaj si predvsem želite, da bi odnesla od 1. razreda? Prijateljstvo, spoštovanja do vseh, ki so v šoli, ob šoli. V šolski telovadnici je malčke pričakal topel sprejem. Za varno pot v šolo so dobili rutice in se razdelili v 2 razreda. Nato so se v spremstvu učiteljic odpravili v učilnice, kjer je sledilo spoznavno druženje.
Tudi učiteljice so bile na prvi šolski dan polne vznemirjenja, na prvo mesto pa prav tako kot starši postavljajo počutje otrok. Tudi zame, kot učiteljico, je bilo to vedno v ospredju, najprej odnosi. Če otroka spodbudimo, da ima rad šolo, da se dobro počuti, potem je naše delo vsekakor dosti lažje. 1. september je bil nekaj posebnega tudi za ravnateljico, ki je ravno danes pričela svoj mandat in toplo pozdravila starše in šolarje. Učencem želim, da bi se v naši šoli počutili sprejeti, slišani in pa da bi imeli svoje dostojanstvo. Staršem pa seveda želim, da bi medsebojno se spoštovali in da bi gojili dobre odnose ter si zaupali med sabo. Prvi šolski dan je minil v sproščenem vzdušju. In kako sta se imela prijatelja iz vrtca, ki si bosta letos delila šolsko klop v 1. B? Dobro. Kaj boste vse delali v šole? Igrali, pisali, računali. Kaj želite vsem šolarjem? Veselo šolsko leto. Za konec poglejmo še, kako kaže z vremenom. Jutri bo sprva oblačno, popoldne se bo zjasnilo. Zjutraj je bilo pretežno jasno. Opoldne so v Murski Soboti in Radencih namerili 25, v Lendavi 28, v Krajinskem parku Goričko pa 25 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in deloma dopoldne bo predvsem v vzhodnih in osrednjih krajih oblačno z nekaj dežja, nato se bo zjasnilo. Popoldne bo v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in na Ptuju 16, v Mariboru 15, najvišje dnevne pa v Murski Soboti 25, v Mariboru 23, na Ptuju pa 24 stopinj Celzija. V četrtek bo delno oblačno, v petek pa prav tako oblačno z možnostjo padavin. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 14 in 16, čez dan pa med 25 in 28 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!